Dobrodošli v oddaji, v kateri dajemo prostor življenjskim zgodbam, ki se pogosto ne govorijo na glas. Vsako leto se v Sloveniji rodi okrog 100 otrok s prirojeno srčno napako. Pri mnogih otrocih je zdravljenje uspešno, otroci živijo polna, aktivna in srečna življenja. A včasih kljub vsem prizadevanjem zdravnikov in staršev zgodba dobi drugačen konec. Takrat nastopi izguba in z njo življenje, ki nikoli več ni enako. Danes je z nami Tamara, mama deklice, ki nas je lansko leto zapustila. Tamara, iskrena hvala, da ste danes z nami. Tamara, če se vrneva na začetek. Kdaj ste izvedeli, da ima vaša hčerka prirojeno srčno napako in za kakšno vrsto napake je šlo? Pozdravljeni, najprej hvala za vaše vabilo. Preden odgovorim na vprašanje, bi želela povedati, da gre za mojo izkušnjo moje družine, da nobena izkušnja ni enaka in ni prav in narobe. Torej, za srčno napako sem izvedela v 32. mesecu nosečnosti. Ajda je imela Epsteinovo anomalijo. To obdobje je bilo verjetno pravi čustveni vrtiljak, polno neke negotovosti, strahu in pa tudi nekih močnih čustev. Kaj vam je v tistih prvih trenutkih in mesecih zdravljenja najbolj manjkalo kot mami, kot ženski? Res je, bilo je vse zmedeno, ne veš, kaj vprašati, kako se soočiti s tem, ali bo otrok preživel ali ne bo. Gre za različna obdobja. Recimo, jaz sem že prej ležala v oddelku E in ko so mi povedali, jaz sem bila sama. Nisem imela partnerja s sabo, nisem imela svoje prve hčere. Manjkala mi je ta čustvena podpora. Ob rojstvu moram reči, da je šlo vse super, da so bili zdravniki, da je bil partner zraven lahko. Potem, ko prideš v porodnišnico, ostaneš nekako sam. Vse je razumljivo, da se vsi ukvarjajo z mamicami, ki imajo otroke, ampak jaz sem bila sama v sobi, dobila sem seveda za jesti, enkrat na dan so me prišli pogledat in to je bilo to. Čakala sem tisti obisk, da je kdo lahko prišel do mene, pa še to je takrat bil lahko samo partner, ker je bil pač še enkrat čas covida. Potem smo šli na neonatalni oddelek, tam zelo dobro poskrbijo za tvoja čustva, tako kot na intenzivnem, ker ti je na voljo psiholog. Pripravijo te na odhod domov. Doma, takrat se pa sprostiš, imaš podporo prijateljev, družine. Tako da ne morem reči, da mi je kaj manjkalo, ker še vedno lahko zdravnika pokličeš, pediatra, kogarkoli na pediatriji. Hvala. Ko pa se zgodi najhujše in ko se poslovi naš otrok, tako kot se je poslovila tudi Ajda, je vprašanje, kako sploh naprej. Kako se človek sploh začne soočati s takšno izgubo in kako ste vi vstopili v to realnost brez svoje hčerke? Zelo težko. Zelo težko. Lahko bi samo povedala, da moraš biti iskren do sebe, iskren do svoje družine, iskren do prijateljev in odprt. Ni mogoče tisto prav ali narobe, kar ti misliš, kar ti delaš. Je tudi fajn, da mogoče poslušaš še ostale, ki ti želijo pomagati. Pa morda ne vejo, kako dobro in jim iskreno poveš takrat, kaj čutiš in kaj želiš. Tako da odprtost in iskrenost sta prvi dve zadevi, da lahko nekako začneš sprejemati to novo realnost. Hvala, Tamara, za vašo iskrenost in ranljivost. Da bi si lažje predstavljali, kaj vse doživljajo starši otrok s prirojeno srčno napako in kako poteka vsak dan na oddelkih, kjer otroci in starši preživljajo mesece, prisluhnimo prispevku iz pediatrične klinike. Pediatrična klinika. Prostor, kjer se vsak dan bijajo bitke za otroška srca. Ob vstopu postane naš korak težji, a na hodnikih kljub vsemu odmeva otroški smeh. Zdravljenje je dolgotrajno in zahtevno, pogosto vključuje eno ali več operacij. A otrok v bolnišnici ni nikoli sam, z njim je tudi starš. Ob sprejemu otroka je tudi starš zraven, razen če starš ima karkoli, kakršnekoli razloge, zaradi katerih ne more biti skupaj z otrokom v bolnici, takrat pač ni zraven oziroma ni skupaj z otrokom, sicer pa. Na oddelku starši torej spijo ob otroku na ležalniku.
Ob zdravljenju na intenzivni negi pa to žal ni mogoče. Takrat morajo prenočišče poiskati drugje ali prihajati na obiske z avtomobilom. Za starše je bolezen otroka izjemno težka preizkušnja. Diagnoza pogosto pride že ob rojstvu. Sledijo preiskave in zahtevno operativno zdravljenje. Psihološka podpora se začne že v prvem stiku, da staršem pomaga skozi čustvene izzive. Večina staršev jo sprejme. Strokovnega direktorja pediatrične klinike smo vprašali, kako lahko starše najbolje podprejo svojega otroka v procesu zdravljenja. Mislim, da je pomembno, da dajo starši otroku nek občutek varnosti in seveda starši dajo pa lahko otroku občutek varnosti, če imajo tudi sami. Občutek varnosti imajo pa takrat, ko se v tej hiši dobro počutijo, prvič to, in drugo, da zaupajo ljudem, ki skrbijo za njihovega otroka. Tega se ne da pa z ničemer drugim doseči kot samo z strokovnim delom, z dobro izkušnjo in pa seveda tudi z neko empatijo, se pravi, ne samo, da si ti strokoven, da si dostopen, da si vzameš čas in razložiš ne enkrat, ampak 3-krat, 5-krat, 10-krat, če je treba, in da to seveda razložiš na razumljiv način in z neko še dodatno empatijo ob zavedanju, da seveda so starši v skrbeh in da to je skrb, ki je neka stalna, ker seveda bolezen se praviloma ne pozdravi čez noč. Strokovni direktor izpostavlja tudi pomembno vlogo društva, ki staršem nudi dodatno podporo, informacije in občutek, da v težki situaciji niso sami. Mi lahko kot strokovnjaki, tako pediatri, kardiologi, medicinske sestre, psihologi, predvidevamo, kakšne bodo težave, s katerimi se bodo starši in otrok soočali. Ampak nihče od nas ali pa malo kdo od nas ima pa izkušnjo starša otroka s prirojeno srčno napako. In tukaj so te izkušnje staršev, ki so že šli skozi tovrstne obravnave, ki imajo izkušnje, njihove informacije so nekomu, ki je na novo vstopil v to okolje z na novo prepoznano prirojeno srčno napako pri svojem otroku, so te informacije, ti napotki lahko neprecenljivi. Sočutje zdravi in vedno obstaja nekdo, ki ga želi deliti, tudi v našem društvu. Prispevek nam je pokazal vsaj delček resničnosti, ki jo mnogi starši živijo mesece, včasih celo leta. Tamara, v prispevku smo lahko slišali tudi, kako pomembno ima psihološka podpora za starše. Kaj je vam osebno pomagalo preživeti tiste prve dni, tedne po izgubi? Ste tudi sami prejeli kakšno psihološko pomoč? Tudi sama in moj partner sva prejela psihološko pomoč in jo prejemava še sedaj. Tako da apeliram na vse, ki so na intenzivni negi, da se vključijo v ta program, ki jim je na voljo. Kaj je nam pomagalo preživeti, je v bistvu družina. Ta primarna in širša. Prijatelji, zdravniki, ki so odgovarjali na vsa moja vprašanja, tako da je res treba spraševati. Moja hči, recimo, če povem eno malenkost, kdaj veš, da boš to moč dobil nazaj, Vesna je ime, je rekla, veš mami, vem, da je Ajda umrla, vem, da je nikoli več ne bom videla, ampak ona je zvezdica, ona me bo vedno gledala in jaz jo bom vedno pogrešala. In takrat sem vedela, da je moj otrok dojel smrt sestrice in da sva midva vse naredila in to je tista moč, katero črpam in še zdaj, da bo vse v redu, da bo tudi ta situacija, ki je zdaj realnost, postala nekaj pač čisto običajnega. Potem knjige. Jaz zelo berem, veliko berem, knjige so mi pomagale. Knjige recimo o smrti, je veliko tudi naših slovenskih avtorjev, ki o tem pišejo.
Takšne malenkosti. V službi recimo so bili zelo sočutni. Mi imamo pač strežnike, a ne, in vsak strežnik ima žensko ime in so klicali domna partnerja. A bi vam bilo bed, če se lahko tako izrazim, da bi dali strežniku ime Ajda. Taka mala posvetila, ki v bistvu naredijo veliko v tebi, so velika dejanja in ti dajajo moč. Veliko ljudi ne ve, kako bi se obnašalo do mame, ki je izgubila otroka. Kaj bi si vi želeli, da ljudje vedo o mamah, ki izgubijo otroka? Kaj naj ne rečejo in predvsem kaj pomaga? To je zelo težko vprašanje. Moram povedati, da tukaj ni prav in narobe, da težko je tudi za sogovorca, ki ne ve, kaj naj reče, pa kaj naj naredi. V tem primeru bi samo rekla, nič ni treba reči. Dovolj je objem. Kaj pa želim, da vedo o mamah, da niso samo mame tisto, ki so izgubile. Je cela družina, so očetje oziroma partnerji, so sestrce, bratci, so dedki, babice, da je treba imeti izgubo kot celotno izgubo družine, da mama se ni spremenila, še vedno je ona to, kar je, samo drugačno izkušnjo ima, da včasih ne želimo govoriti o smrti, ne želimo si samo normalnega pogovora, kakšno je vreme, kako je bilo v službi, da nam ne zameriti tega. Torej objem, pogled na celotno družino. Morda kar sami naredite, tako kot najni prijatelji, skuhali so kosilo, pa so nama ga prinesli, so sami organizirali zadeve, niso spraševali, ker tudi vprašanja so včasih zelo, zelo naporna, ker ne veš. In pa, če ob koncu pomislite na neko mamo, ki morda prav zdaj na hodniku pediatrične klinike sedi, prestrašena, obupana sama, kaj bi ji rekli? Kaj bi ji želeli položiti na srce? Prestrašena, ja. Obupana, ja. Sama nikoli. Imate družino, takšno ali drugačno. Zdravniki, psihologi, društvo Srčki. Jaz sem ogromno odgovorov in podpore dobila tudi od njih. Naj sprašujejo sestre, brate, zdravnike. Včasih ne veš, kje iskati informacije, ne bom rekla, naj ne googlajo, ampak zdravniki vam bodo dali napotke, katere so tiste strani, kamor pogledati za neko točno informacijo. In pa absolutno naj pocukajo za rokav psihologa. Tamara, hvala za vašo zgodbo, za vašo iskrenost, moč in pogum, da ste z nami delili vse, kar ste doživeli. Hvala tudi vam, dragi gledalci, da ste z nami delili svoj čas. Bodimo si v oporo in ne pozabimo. Včasih ena topla beseda reši dan. Nasvidenje.